Kaj pa jaz? Veliko presenečenje za velikega brata. Ko sem bil pri babici, je ob 3 pozvonil hišni zvonec. Živjo, Beni, sta me pozdravila oči in mami. Stopila sta in me objela. V odeji sta nekaj držala. Bilo je rožnato in je grgralo. No, je rekla mami in mi stvar pokazala. Kaj misliš? Oči je rekel, to je Boni, tvoja mala sestrica, ti si njen veliki brat. Nato se je sklonil in jo poljubil. Nočem sestre, sem zavpil. Kdaj jo bosta odpeljala nazaj? Mami in oči sta se nasmehnila in odgovorila. To ne gre tako, ne. Potem so se po noči začele dogajati čudne stvari. Na hodniku so se slišali koraki, luč se je prižigala in ugašala. Oči in mami sta se ves čas sklanjala nad Bonino posteljico. Tiho sta vzdihovala. Govorila sta samo še o Boni. Mene pa sploh nista opazila. Počutil sem se nevidnega. Celo ko sem po hodniku delal kolesa. Noč za nočjo sem bedel v postelji in razmišljal. Potem pa se mi je v glavi končno oblikoval načrt. Poskrbel bom, da me bosta opazila. Zabavljal ju bom, razveseljeval in očaral. Toda očitno ni nihče od njiju opazil mojih čarobnih trikov. Poskušal sem žonglirati in peti. In celo plesati kot baletka. Mami pa je rekla samo, le kaj ti je padlo na pamet. Po še eni noči vpitja sem odprl vrata svoje omare. Izvlekel sem škatlo s kostumi in vse stresel po tleh.
Nadel sem si rdečo masko in ogrinjalo super junaka. Nato sem skočil na hodnik, da bi junaško pobegnil. Stekel sem čez preprogo in se spotaknil ob mačka. Miau! Je zapihal in zaprhal. Kaj je bilo to? Je zaklical oči izza vrat spalnice. Zelo previdno sem se ob steni odkradel naprej po hodniku. Kot super junak sem se splazil navzdol po stopnicah, eno po eno. Že skoraj sem prišel na dno, ko sem nenadoma stopil na svojo rolko in padel. Tong, bum, kresk, bum. Mamina najljubša vaza se je prevrnila in raztreščila. Z vso hitrostjo sem spet stekel po stopnicah navzgor. Vedel sem, da bom naslednji dan v hudih težavah. Ko je prišlo jutro, nisem hotel vstati. Potem pa je oči spodaj zaklical moje ime. Mislil sem, da bosta oči in mami gotovo jezna, vendar sta se samo smehljala. Ne skrbi, Beni, veva, da si se počutil zapostavljenega, sta rekla. Pripravila sta zabavo, kjer se je vse vrtelo le okoli mene. Konec koncev sem zelo pomemben član družine. Vsak izmed nas je zelo pomemben član družine. In tudi ko pride nov član družine, smo mi še vedno pomembni. Kajti vsi mi smo edinstveni in enkratni. Brez nas ne bi bilo družine in mi vsi skupaj smo družina. Zato se imejmo radi in se veselimo vseh novih članov, ki pridejo v našo družino. Vsi mi sestavljamo družino in vsak izmed nas je nekaj posebnega in nekaj edinstvenega.
Zato se veselimo vsakega dni v svoji družini ter bodimo za vsak dan posebej hvaležni. Nasvidenje!